Pozdravljeni v podcastu iz Centra Ugol. Oddaja je namenjena vsem, ki želite nogomet spoznati poglobljeno in strokovno. V oddaji bomo v center postavljali goste z področja nogometa in športa nasploh. Najbolj razširjena igra na svetu je veliko več kot le zmaga in poraz. Vabljeni, da spoznate vse, kar nogomet ponuja. Vaš gostitelj sem Igor Fenko in center današnje oddaje Staša Špur. Oprosti, FIFA sodnica, udeležena veliko mejnikih ženskega sojenja v slovenskem prostoru, profesorica v šoli in še kaj, verjetno sem pozabil, pa bom čez oddajo še odkrila ali pa poudarila. Pozdravljena, Staša. Pozdravljen, Igor, pozdravljen. Zaenkrat vse prav povedal, ne? Ja, zaenkrat, ja. In seveda pozdravljeni vsi poslušalci, ponovno vas vabimo, da nas sledite, delite, všečkate na Facebooku in Instagramu, kjer bomo veseli tudi vaših komentarjev. Posebej vabljeni, da sodelujete s komentarji in aktivnim deljenjem mnenj. Še enkrat na YouTubeu imamo vse oddaje v timestampu, tako da si lahko pogledate tudi kdaj o čem pogovarjamo, v katerem delu oddajo, ker pravite, da so nekatere oddaje malce dolge. Še enkrat, prepričan sem, da boste ugotovili tudi v tej oddaji, da vse, kar vmes spuščate, vam bo žal. Določene stvari najdete na naši spletni strani www.centraugol.com in v prihodnosti upam, da bomo še kaj dodali zraven v naš program. V glavnem, Staša, še enkrat pozdravljena. Živjo. Reci mi, kaj je lažje, igrati, soditi ali pa učiti? Kaj je lažje? Ne vem, ne morem izbrati, vse se mi zdi nekako tako, da se nekako znajdem. Ne morem reči, da mi je težko, ni pa tudi lahko, no. Sem mislila, še rekla, šola je vse bolj težka. Vse več je dela starši, pa vse manj z otroki. Ne bom komentirala, ne. Nočeš komentirati, je strah Se starša. zdržim. Jaz bom imel pa zagovor naslednji teden pol v šoli. Še dobro, da bo v počitnicah malo, ko prihaja ta oddaja ven. Okej, dajmo tam, kjer ponavadi poskušamo začeti, ne, ti verjetno tiste, ko zanima, lahko veliko intervjujev, pač preberejo. Nogomet si začela zelo hitro igrati pri 10 letih, sem jaz tudi nekje zasledil. Zakaj nogomet? Nekako ne vem, v kakem okolju sem odrasla, pa me pač našla žoga, oziroma sem jaz žogo našla, tako da. Mislim, bi pa rekla zgodnja leta, glih ne vem, glede na to, ko fantje že začnejo igrati pri 3, 4, 5 letih, bi še rekla, dobra, za punco so to zgodnja leta, pri 10 letih, da se začela igrati. Ampak vseeno, zakaj nogomet si kdaj razmišljala? Pa ne vem, nekako sem vedno živim v majhni vasi, vsaka vas v Prekmurju, kot je značilno, ima svoj majhen nogomet, malo večja vas ima že veliki nogomet. Vedno sem na igrišče hodila, torej ko sem prišla v šolo, sem se sedla na kolo, žogo vzela, šla na igrišče, tam so bili ostali sovaščani, pač kolegi, prijatelji, sošolce. Pa je to bilo, pa smo bili ves dan na igrišču, pač drugega ti ni preostalo kot žoga, pa prijatelji, tako da nogomet, no. Ste imeli tudi na šoli kaj organizirano za dekleta posebej, ali si se morala fantom priključevati? V bistvu, ko sem začela hoditi 5., 6. razred, smo na šoli organizirali, pač je bilo osnovnošolsko prvenstvo za deklice v nogometu. Tako da takrat ste imeli tudi krožek kot tak za vas, ali ste se kar nabrali in odigrali? Ne, takrat recimo. Ugotovili, da je to za vas in je bila pot naprej. Pa ne vem, recimo, naš učitelj je vedno rekel, da je pač dekleta pejte k učiteljici, Staša, ti pa lahko igraš s fanti nogomet. In tako nekako sem pač, ne vem, vedno z dečki igrala nogomet. Pol se nas je pa več deklet nabralo, pa smo, ja. Te pa je že nekako bila ekipa oziroma skupina deklet, ki smo se vedno šla. Žogo pa na igrišče pa igrala. Kjer je tvoj matični klub potem, kje si ti začela igrati v klubu? Športno društvo Len v Murski Soboti. Takrat je en gospod pač ustanovil klub in je že deško ekipo je imel, pol pa je še zbral nekaj deklic po okoliških šolah in takrat smo začela, v bistvu je bilo samo, ne vem, kaj smo igrali, v 11, v 12, tako da. Ti nisi bila v fantovski ekipi, si bila zelo hitro, takoj v dekliški. Ja, moram reči, da sem že od začetka v dekliškem nogometu oziroma v ženskem. Pa ste kaj trenirali potem s fanti tudi tam? Ste imeli te Ja. Itak nas ni bilo veliko, tako da smo na začetku veliko treningov
se priključile fantom. Okay. Ampak ti si potem vse izstopala in tvoja pot je šla pol tudi v članice do Pomurja, ali kaj? Ja, no, takrat v bistvu je bil nekako vedno enak klub, samo se je pač drugo ime dobil, pa se je preselil. Torej smo bili najprej v Murski, potem smo šli v Pilovce, kjer se je začel Pomurje, ampak so bili Pomurje Pilovci, Davidov hram, če se še dobro spomnim. Tam so imeli izobraževanja ponovadi, ne? Ja, res je trenerska. No, na tistem igrišču, takrat, tam smo bili kar dolga leta, potem smo se s Pilovec spet preselili v Beltince, politika, igrišče, pač in te zadeve, tako da iz Beltine, zdaj na koncu so se spet dekleta, jaz sem sicer že nehala, ampak so se spet dekleta preselile iz Beltince v Bratunce. Ampak še vedno enak klub, vse je Pomurje. Vse je tako. Zakaj si ti nehala igrati potem? Poškodba. Sem imela prednjo križno, koleno, pa pač... Pa ni bilo več volje, da se vrneš nazaj na igrišče, kaj? Pa ne, takrat sem že, ne vem, že sem bila trenerka tudi, pa že sem sodila in so mi rekli, da je starša zdaj, če pa hočeš kaj, zdaj se pa res odloči, veš, da si poškodovana, igrati bo težko, pa sem malo premislila. Pa sem si mislila, ajde, ne, v sojenju si še vedno nekako bolj aktivno vključen, ne vem, se še moraš dokazovati, trenirati, delati, izobraževati. Pa sem se nekako potem vrgla v to sojenje, ja. Kako je tebi uspevalo vse skupaj? Se pravi, zdaj delala si fakulteto, da boš postala profesorica v šoli, igrala nogomet, zdaj Pomurje vemo, da je vedno ciljal proti Ligi prvakov. Ob tem si rekla, da si še mlajše trenirala, še sojenje zraven, kaj si ti množila sama sebe ali si čas malo okrog prenašala? Zdaj, v bistvu, če pomislim za nazaj, sploh ne vem, kako mi je uspelo. Mislim, kako mi je uspevalo, no, nekako sem znala, ne vem, pač, itak sem polna energija, težko sem na miru, tako da mi pa še, ko sem tako leteča, ampak sem nekako znala organizirati vedno tisti čas, ne vem, tisto pa tisto je bil za faks, potem sem prišla domov, treninge, služba, deca treninge, potem že za vikend tekme, nekako mi je vse šlo uskladiti. Pač ogromno truda sem mogla vložiti po volje, da mi je šlo vse skosno. In kdaj si ti začela potem soditi? Kdaj so bili ti prvi koraki sojenja? Kaj sem bila? 22-23 let sem imela, ja. Se pravi, še kot aktivna igralka? Ja, še kot aktivna igralka in trenerka. Zdaj samo v nogometu deluješ samo kot sodnica še? Ja. Kot trenerka lahko povem, da sem sicer v šoli v vlogi učiteljice, pač, Dobre, ja. da imam ne pa v klubu? Ne. Ne znese več? Ne znese, pa niti ne moreš se, nekako ne gre skupaj, da si sodnik, moraš biti nevtralen, pa pol se pa priključiš enemu klubu. Je malo sporno tudi, se mi zdi, no. Pa še dekliških klubov ni veliko, no. Tako da ne bi mogla potem, kaj se strani sojenja tiče, ne moraš biti vključen v klub, potem pa še soditi te ekipe. Ampak kako si bila ti priključena, rečemo, v sodniško organizacijo? Je to bilo na tvojem ozemlju, je nekdo priletel in pa rekel, ti bi bila pa ful dobra sodnica, kako je to izgledalo? Bolj ta druga verzija. V bistvu me je nagovoril en pač sodnik, ki mi je večkrat sodil, je vedel, da sem pač kako se, borbena, jezikava, da nekaj imam. Pa malo je bil tečenja, da je starša pridi, zakaj ne bi poskusila. Pa so se potem res kolegice odločile, da zakaj pa ne bi probala. Bilo je bolj za finto. Tako, ajde, greva probati, pa če rata, če ne. Tako da sva bile dve, pa sva se pač na začetku, nam je bilo lažje toliko, ne, se spodbujala eno drugo. Tudi igrale sva še, sva je bila soigralka, tako da se igrale, potem se sodile. Tako je bilo fajn, da je bila podpora z obeh strani, no. Ok, zdaj, da nam lahko predstaviš približno, če bi slučajno se zdaj kdo od teh, ki jih zanima sojenje, kako prideš v sodniško organizacijo, kakšni so pogoji, da lahko se postaneš sodnik? V bistvu pogojev načeloma ni. Mislim, pač prijavi se lahko vsak, moraš biti, da ne zlažem, 16-17 let star pač. Glavno vključi se, narediš teorijo, pač praktičen del, pa pač vidiš, iz kakšnega testa si
Je pogoj kaj, da moraš 3 leta vsaj igrati nogomet, približno tako? Ni. Ne, ni pogoja, ne. Pri trenerjih je, ne? Ja, pri sodnikih pa ni nujno, da je pogoj, da si ti igral nogomet. Je pa lepa predispozicija, če lahko temu rečem, ker ima vseeno boljši občutek za nogomet, tako da ni pa pogoj. Pa če si jezikav igralec, je še pol lažje, kaj? Pa mislim, da pomaga malo, ja. Da pomaga pri oni odločnosti takrat, ko je treba umiriti igro. Ja, Okej, jaz zdaj vedno vabim tiste, kar ki mi povej. kaj nazaj govorijo, ti si pa ta pravi, daj pridi, ti dam telefonsko, ne, kar pridi, nas itak primanjkuje. Tako da, ja. Da malo se poveča število Ja, sodnikov. so vljudno vabljeni, ja, tiste. Okej, zdaj, ko si začela, se pravi, prvo sodite te mlajše kategorije, naredite izpite za, verjetno prva je ta nižja rang tekmovanja, so nekoliko lažji izpiti, ampak na začetku vi sodite vse, se pravi, ste in kot glavni sodniki in kot linijski in tako. Kako si se ti počutila v vlogi glavnega sodnika? Ti danes nisi, to da poudarimo, ne? Ti danes nisi več glavna sodnica, a še na kakih tekmah slučajno? Včasih na podzvezu me kaj ponucajo. Tako da, okej. ja. Mi je všeč, ker še vedno ne izgubiš tisti občutek, ker je vseeno drugačna vloga biti na igrišču in biti ob igrišču, tako da. Mi je fajn, da mi še dajo to priložnost. Okej, da še občutiš to. Ja, Ampak okej, ja. se pravi, na začetku ste vse, ne, Ja. kdaj se je zate našla smer, da boš ti kot linijska sodnica? Ne vem, pač zelo sem si želela biti glavna. Pa sem pač mahala sem, pa sodila sem, pa sem pač oboje. Potem pa moraš narediti državni izpit, torej, da lahko sodiš na 3. oziroma višji ligi. Pa nisem še imela dovolj tekem kot glavna, pa sem pač šla delati za pomočnico. Pa sem naredila državni izpit, pol pa tako, ne vem, ne pol leta, leto dni, kar mene kličejo. Staša, zdaj si pa že pač naredila, pač imaš ta državni izpit, super, ne, kako ti gre angleščina, kako vse ostalo, odlično, pol pa me tako čez nekaj časa vprašajo, zakaj pa ne bi ti bila mednarodna pomočnica sodnice. Tako da mislim, da me je kar to vprašanje postavilo v vlogo, kdo bom oziroma moja vloga na igrišču. Pa sem si pač mislila, super, to je pa lepa priložnost, biti mednaroden pomočnik sodnika, pa sem si mislila pač, take it or leave it, pa sem vzela, tako da zdaj mi ni sploh žal, glede na pač danes situacijo, okoliščine oziroma v kateri sem se znašla. Tako pač, ne vem, očitno usoda želela tako. Tako so se odločile, ja. Ampak se pravi, to željo po glavnem, kot glavna sodnica, pa še vsake toliko časa v MNZ pol zadostiš. Ja. Okej. Mi še ugodijo, da. Koliko časa si ti potrebovala, da si prišla do mednarodne sodnice? Zdaj smo se pogovarjali, zdaj pač v naših oddajah sta bila že 2 gosta, pa vem, da mislim, da Slavko Vinčič je rekel, da je potreboval nekje 7-8 let, ampak da je imel kar dovolj sreče, kaj ta Zovič nekaj čez 10 let, da je prišel na našo prvo ligo celo, da je toliko let potreboval. A je pri vas dekletih kaj krajša pot? Ja, bi rekla, predvsem zato, ker nas ni. Tako da bi tudi rekla, da konkurence ni. Malo nas je deklet zagnanih, zainteresiranih nas je še manj. Tako da jaz sem rabila 5 let, lahko rečem. V 5-6 letih sem potem postala mednarodna pomočnica. Koliko časa si pa potrebovala, da si rečemo sodila našo prvo žensko ligo? Nekaj časa nisem, ker sem spet bila igralka prve ženske lige, tako da so me izpustili, ker jim je bilo malo sporno, pa vedno se 2 enaki ekipi pri ženski ligi borita za naslov prvakinj, tako da so me kar izpustile. Tako da tu pa tam dobim kakšno tekmo. Ampak zdaj, če gledamo, ne, ženska liga letos je bila, mislim, samo 9-članska, ne? To smo se že tudi malo mi že, ker vem, da je tudi futsal imel letos probleme, zaradi tega me malo, mogoče kak podatek uide. Ampak ti danes večinoma kaj sodiš? Ženske tekme ali imaš več moških tekem? Pri nas v Sloveniji imam večino moške tekme. Večino moških tekem. Večino moške zunaj, UEFA, pa ženske tekme.
Aha, ok. Ko sem že rekel, en od mejnikov je tudi, da si ti v bistvu si tista, ki je prvič sodila na naši moški prvi ligi. Res je, ja. To drži, ne? Se pravi, to Drži, je drži. ene 2 leti nazaj. Kak je bil ta občutek, ko si ti dobila to nalogo? Ker me zanima iz vidika, se pravi, občutka, ampak na drugi strani vseeno nočem nikogar užaliti, ampak je verjetno precej velika razlika v hitrosti, v tempu, v duelih, ko gledamo pač našo prvo žensko ligo ali pa če gledamo našo prvo moško ligo, ne. Kak si ti doživljala to? Koliko tekem si imela mogoče prej druge lige? Moram reči, da me ni bilo toliko strah te tekme za strani, da ne bi mogla slediti samem gibanju kakšnih igralcev ali kaj. Bolj me je skrbelo vse ostalo, bolj me je skrbelo dejstvo, da sem pač kot ženska na tej tekmi in zdaj sem pač malo bolj mogoče je fokus na mene, malo bolj me je bilo, da vsi grešimo, ampak da je Staša ti vsaj danes ne greši, sem si mislila. Je res velika razlika v sami hitrosti, ampak sem imela prej že veliko tekem, recimo ogromno prijateljskih, Mura, Dinamo, v Prekmurju ogromno teh velikih klubov ima pač priprave, tako da dobre tekme sem imela, tako da to sploh ni bila težava, pravi, bolj mi je bil vse ostalo problem, da je bil fokus na mene, bolj se mi je tisto. Medijsko so te malo To, izpostavljali. ja, boljš bi bilo, da ne, pa potem ja. Potem je bilo bolj res tega strah, da narediš napako, ali kaj? Ja, ker tako, mislim, vseeno si misliš, to zdaj dobi pač ena ženska, dobi zdaj to priložnost, pa se pač izkaže, ne, zdaj pa, okej, kaj pa če nekaj naredim narobe, bodo rekli, ženske pa še tega recimo niso sposobne, pač primer, ne. Ampak pač no, tega sem se najbolj bala, ampak šlo je vse okej. Zaenkrat, da potrkam. Tako da še tega ne morajo reči. Ko jo imaš, zaenkrat zgleda res vse je okej, ne. Ampak zdaj, če se vrnem samo tam nazaj na glavnega pa na linijskega sodnika, ne. Koliko je to razlika, če nam lahko predstaviš, kake so naloge glavnega sodnika in kake so naloge linijskega sodnika? Razlika bi rekla, da je kar precejšnja, zato je tudi v redu, da se odločiš samo za eno zadevo, ker tudi samo izobraževanje kasneje poteka drugače. Rekla bi, da je pač največja razlika med biti glaven sodnik pa pač pomočnik, razen fizične pripravljenosti, je pa tisto, da imaš nek management, da imaš vodenje, da si avtoritativen, da ne veš, znaš se v trenutku odločiti, kako in kaj, in to je tisto, kar pač bistveno loči glavnega sodnika od pomočnika, no. To pomeni, da ti bi bila odlična glavna, ker si taka šarpa. Ne vem, tega nisem rekla, to si ti rekel. To sem jaz rekel, ko sem že probal na svoji lastni koži kot trenera, veš, in ne veš, da si mi 2-krat že prej sodila, ne, ali pa 3-krat, ne, zdaj se spomniš, ti se zadnje tekme. Spomnim. Ja, pred leti nazaj si bil, v Celju je bila tekma, če se dobro spomnim. Kadeti ali mladine, vem. Kadeti. Druga pomočnica, offside situacija, vse se spomnim. Nikoli dal mira, ne. V glavnem, zdaj, povej mi tudi, mislim, da se s prejšnjimi gosti niti nisem pogovarjal o tem, kakšne so linije gibanja. Glavni sodniki imajo zelo določeno linijo gibanja, kje bi naj tekli. A nam lahko to malo predstaviš, pa kak je pol razlika v liniji gibanja, kaj ti moraš biti pozorna, ker to bi pol imel ene 3 podvprašanja še tu noter. Dobro, recimo, spet, količina pretečenih kilometrov je prva razlika, torej glavni sodnik preteče vsaj enkrat več kot pomočnik. Tudi samo gibanje recimo ima dolga pospeševanja, več tekama, recimo to diagonalo, ki jo mora držati. Kaj je ta diagonala, daj nam razloži? Diagonala je pač gibanje, ki je od ene kotne zastavice do druge kotne zastavice, ampak vedno na nasprotni strani od pomočnika. Torej, žoga mora biti vedno med pomočnikom in sodnikom, da mora sama situacija, mora biti med njima, da lahko ona spostavita očesni stik, pa da pač seveda sledita igri.
Tako da ja, zato je to gibanje, diagonalno gibanje zelo pomembno pri sodniku. Pri glavnem, ja. Pri glavnem, ja. Ja, mi pomočnike pa pač imamo, ne moremo letati, kjer želimo, ne. Tako da imamo do sredine, pa seveda vedno pač linijo predzadnjega igralca držiš, pa, oziroma žoga, če je ta bližja prečni črte. Nimamo toliko teka, imamo pa pač kratke šprinte, tako da bolj moraš biti šprinter, se mi zdi. Kaj pomeni linija predzadnjega igralca? Mislim, da je bil en sporen moment zdaj v finalu Lige prvakov, ko nekateri niso videli, da je vratar bil precej daleč od svojega gola in ni bil zadnji igralec na igrišču. Ne? No, zato sem rekla predzadnjega obrambnega, še nisem rekla igralca, ker golman je tudi igralec in na to velikokrat pozabijo, tako da če gre golman ven z gola, je lahko golman tudi predzadnji obrambni igralec, zato se gre. Zato je pač uporabljeno ta igralec, zato ker je golman tudi igralec. Ja. To je potem offside situacija. Dva igralca morata biti v trenutku oddaje žoge za najbližjim napadalcem. Ne? Da sem dobro povedal. Ja, nekako recimo. Nekako, ja. Pa so še pa oni detajli, kam potuje žoga, če potuje nazaj, ne. Pa še kaj drugega zraven, pa še kaj, okej. Tako da obvladaš pravila. Tudi mi smo bili velikokrat na teh usposabljanjih, ravno zaradi tega, smo morali pripravljati igralce na eni strani, na drugi strani pa je bilo v preteklosti kar nekaj sprememb pravil, ne, ko so velike spremembe, takrat je nujno, da, ne vem, vodje nogometnih šol, trenerji prve, druge lige prehajajo na usposabljanja zraven in potem prenašajo, se pravi, na ostale. Ja, vse treba, ja. Zdaj pa, se pravi, eno je, da ti gledaš tega predzadnjega igralca, ampak hkrati še ti gledaš zraven linijo out. Kako ti uspe, rečemo, da potisneš obe očesi vsako na svojo stran, zato da ti vidiš linijo tistega tam zadaj, ko se skriva na 60 metrov liniji predzadnjega igralca, pa out, ko je na tej strani, kjer je nek duel, pa žoga skače po črti, pa je nekdo udaril diagonalo na drugo stran. Kako to trenirate vi? Recimo dogovor je itak, oziroma pač prioriteta pomočnikov je offside položaj. Tako da jaz imam fokus na offside položaj in čitalni prvotnega pomena tako zelo pomemben, recimo, da pričakuješ, da greš žoga tja, se pač mogoče bolj osredotočiš na dogodke v bližine. Tako pa v bistvu moraš z enim očesom, kot si rekel, malo tako, kar veš čas skenirati, kaj se dogaja, da slučajno, če se ne zgrešiš. Ali pa pač stopiš 2 koraka, 3 nazaj, ne vem, če te akcija pač poteka pri tebi, stopiš nazaj, da imaš malo širši pač kot, da pod širšim kotom gledaš, pa seveda bočne gibanja. Tako da zdaj, kak pa tebi to paše, da ti lažje vidiš, pa se moraš pač, ne vem, znajti, sam da vidiš. Sam da prav čas vidiš. Sam da vidiš, ja. Koliko si se pa ti znašla v tem novem pravilu VAR-a, rečemo, ko imajo prva liga, kjer ti tudi sodiš, ne? Kako to pomaga, ali je dodatno breme za vas sodnike, če si zgrešil ali pa zadev offside? Ne, jaz bi rekla definitivno, da pomaga. Nobeno, če biti kriv oziroma biti pač, da bi oškodoval katero ekipo. Tako da z tega stališča, tudi če nisi naredil dobro, da te VAR popravi, se mi zdi, da je vseeno, ker sicer malo boli ego, ampak preživimo. Je pa malo težje, mogoče z tega preskoka, večina tekem še vedno nimam z VAR-om. Tako da pol pa prideš na prvo ligo, pa imaš tisto pač spet drug protokol, oziroma VAR protokol, kjer moraš počakati do konca akcije. Do sedaj 10 let sem pa sodila avtomatizirano, torej položaj, prepričano, tuk, dvigneš, to je to. Tako da malo s te strani, moram se veš čas, počakaj, ne bodi prehitra, ne dvigne, raje pozno kot prehitro. Ne želiš ničesar, mislim, da ne bi ubil akcijo oziroma bil prehiter. Kar se hitro zgodi, ne, kot sem rekla, to je vse avtomatizirano, ne. Tako da to, drugače pa pravim, ja, je super. Zdaj, včasih je kar dilema, se zdi dosti očiten offside, ne?
pa vi vseeno morate počakati, če Moramo je počakati, situacija varna. ja. Se trenerji veliko razburjajo glede takih situacij? Pa tako, mislim, da so se zdaj že navadili. Na začetku še kar, ampak zdaj pa mislim, da se že kar razumejo zadevo, se itak. Lahko se V tudi njim 80 zgodi to. minuti ali pa v 85 verjetno noben več ne razume, ko vsak šprint odvečen še za sam čakaš, kdaj se bo kdo dvigal za krče pa to. Tako to je ena taka diskusija bila, ne, že parkrat, ne, a je potrebno toliko dolgo čakati ali ne, ampak verjetno spet odvisno od situacije, ne, če je situacija bližje golu, pač če je tesna situacija, pač pustiš, ne, zdaj pa je nekaj očitnega. Nam je enkrat rekel, kdaj dvigniti, ne, smo pač imeli seminar, kdaj dvigniti in nam je rekel, da če bi upal staviti, ne vem, avto pa hišo, da je to 100% offside, pol lahko dvigneš kako čisto situacijo. Zdaj pa to, včasih se znajdeš na igrišču, ne vem, trenutek, koncentracija ti pa, da karkoli pa pač raz pustiš, ne vem, no. Ok, zdaj na ti, ko imaš, ne vem, prvo ligo ali pa mednarodno sojenje, te opremijo, se pravi, gre na tebe en kup aparatur, ki ti omogoča komunikacijo na eni strani, na drugi strani te pa merijo, pa nadzirajo, kako ti funkcioniraš. Kaj vse gre na tebe gor takrat? Misliš med tekmo? Ja, za tekmo, ne, se pravi, govorimo o komunikaciji, ki imate pač te radije, pa ostale stvari zraven. Walkie-talkie. Ja, nič, pred tekmo nam prinesejo pač VAR komunikacijo, pač vsakega naštimajo, moramo pač probati pred tekmo, ne, če se vsi slišimo, če se vidimo, če se glaven preveri, če se televizor čaka, če smo vsi na veze. Pa to je to, načelno več nimam veliko, tako da ta komunikacija nas rešuje. Nekoč smo še imeli one bip zastavce, ko je še glaven dobil, da je pomočnik pač pritisnil na gumb, pa dvignil, pa je zvibriral, ampak zdaj, ker imamo to komunikacijo, se več ne poslužujemo več ali manj teh. Koliko je pa veliko te komunikacije znotraj, rečemo, med linijskimi pa med glavnimi? Je odvisno od tekma, od same tekme odvisno, tudi odvisno od, ne vem, dogovora pred tekmo, odvisno od sodnika, kaj komu paše, koliko pomoči kdo želi. Ne more si ti samo to govoriti, ne vem, kaj se včeraj jede za kosilo. Ne, to mi je jasno, ampak ne vem, v smislu, ne vem, malo karikiram, ne, ampak včasih, kakega poslušaš v linijskega, ko 10-krat reče ni, pa tudi da ni offside, ne, in potem se še teče in potem še kak komentar zraven, tako v tem smislu. Koliko je še potem, ne vem, a je bil faul, a ni bil faul, a je bilo, ne vem, roka ali ni bila roka v tem smislu. Koliko je te komunikacije med vami? Ja, se še pogovarjamo v vsaki situaciji, pač ni je rekel, zato ker vedno lahko kaj zataji, pa imamo, da raje večkrat povej. Aha, to imate navodilo prav takšno, ali kaj? Da. Recimo, oziroma ni je v primeru položaja offside, ni offside, imamo pa igra v primeru prekrška. Ne moreš reči igra, pa potem misliš za offside, ker ne veš, če gre za offside ali ne. Tako da imamo določen dogovor, katere izraze, katere besede ponavljate. V sami situaciji se naknadno tudi pogovoriš, ne vem, mogoče koga kaj muči, oziroma je kdo kako drugače videl, pa še vedno potem poteka debata o tem, kako, kje in kaj, ne vem, pač, da se zadovoljiš z nekim, ne vem, z odločitvijo, no. Ok. Koliko je pa pol to rečemo tudi ta zadeva, ko se tim povečuje, ko imaš še ti četrtega, ko imaš VAR, je to tebi velika pomoč, a je to lahko tudi breme? Ne, breme se mi zdi, da ni, zdaj koliko je glavnemu, pač nam pomočnikom ne bi rekla, da je breme, pač pomoč ti je, itak si ti tudi sama pomoč glavnemu sodniku. Tako da po mojem je to bolj od sodnika odvisno, pravim, samo komunikacija pa poteka, kak glavni sodnik reče, od tebe hočem to, povej mi to, tako da v bistvu on nareka sam dialog. Ok, zdaj bomo pa še prišli malo na višji nivo tekmovanja, ampak zdaj, da ti lahko si na tem nivoju kot sodnica, se pravi, rekli smo, da imaš tudi mednarodne teste, zdaj verjetno niso več dovolj samo državni, kot si rekla, ne, se pravi, začneš na regijskih, potem državni, pa zdaj imaš mednarodne, jih upravljate v angleščini, tako, ko sem predvidevam.
Imamo pač, enkrat na leto imaš pač izpit iz teorije, tako da oni preverijo tako tudi tvojo angleščino, če obvladaš ali ne obvladaš, in tudi teorijo, da brez tega ne gre. Ja. Okay. In potem imate fizični del. A se vaš testiranje razlikuje napram glavnim sodnikom? Imamo lažja kot pomočniki, saj tudi manj ne rabimo, manj pripravljeni nam, mislim, ni nam treba biti toliko pripravljeni kot glavni sodniki, saj tako enkrat več pretečajo. Se razlikujejo tudi, ali so na državnem nivoju ali pač na mednarodnem. Recimo sama oblika norm je druga, opravljamo pa oboje doma, tako da naš trener Zveze sodnikov Slovenije, Mitja, on pač za nas, imamo mednarodni, imamo drugačne norme, ampak delamo z njim, ne delamo gori na, jaz sem zdaj delala zaradi Evropske, ampak načeloma pa delamo vsi doma. Kakšne teste imaš ti za pomočnico? Za pomočnico, recimo državni je jojo, ariet, ne vem, če ti ta beseda kaj pove, glavno laufaš tečeš od stožca, vedno na pisk, kateri je pač tempo je vedno hitrejši, imamo pa šprint, pa potem bočno, pa spet daljša razdalja šprint, pa bočno, pa potem moraš do ne vem kateri hitrosti. Pravi, vi nimate tako kot glavni, ko imajo jojo klasičen, se pravi 20 pa 5 metrov hoje, pa ponovno 20. Se pravi, a lahko še enkrat, koliko imate pa vi stožce na razen postavljene? Isto 20? Ja. Isto je, ampak potem še imamo na krajšo razdaljo, pa še imamo za bočno, torej potem še krajšo razdaljo gremo bočno. Ja, moraš biti v prisunskih, ali lahko križen korak? Ne obvladajo tudi križnega, ja. Zdaj bom pozoren, na kak način teče v linijski, malo se šalim. Včasih ga res pogledam od spodaj, ne, ker vidiš ga takrat, ko je kratke te razdalje, ne, ste še v prisunskih nekje, ne, po je pa ko je pa globina, pa je treba narediti 25-30 metrov šprinta, pa držati linijo s temi vsemi šprinterji, verjetno je pa malo težje, ne. A se že psihološko pol tudi pripravite na to, da bo nekdo, da bo treba teči, pa si narediš malo fore, 2-3 metre, ali si moraš biti v liniji, pa pol ga loviš? Ja, moraš biti v liniji, pa pol ga loviš, ker drugače ti moraš itak biti v liniji, ko je trenutek oddaja. Oni so itak v tej, kot ti si pač na mestu, torej zamudil boš po sami logiki, ker ne moreš z niča enega ujeti. Normalno, nekdo sploh, ko iz drugega plana ti preteče, včasih te tudi verjetno preseneti, ga sploh ne pričakuješ, da preleti. Ja, seveda, ne, in pol on priteče in ti ga moraš uloviti, to nič, to je normalno, to se dogaja, ne vem, vsem to se sodnikom pa pomočnikom dogaja, ne, da se pač nam dekletam ne bi dogajalo, oziroma da bi imela kakšne probleme s tem. Je pa res, mislim, včasih si tako mislim, zakaj ne bi eno 2 metra bila naprej, pa pol mi ni treba tako fejslamo. Samo ne gre, ja. Pol ti pa pravijo, tu pa nisi stala v liniji. Aha, pa imaš pa kontrolorja, pa ti kazni piše zraven. Tole ni bilo v redu, to ni bilo v redu. Tam si se preveč pogovarjala, tu bi morala klicati glavnega, da da karton. Okej, ob tem jojotu vašem specialnem imate še kaj drugega? Šprinte moramo narediti. Kaj to pomeni? Kaj imamo? 5x30 metrski šprint, pa 30 sekund hoja nazaj. In kako imate čas? Ni skrivnost. Ni skrivnost. Moški 4-7, dekleta 5-1. Spet je pač razlika, moški malo večji, ampak deklete oziroma ženske, ki sodimo na moškem nivoju, moramo imeti moški šprint oziroma moške norme. Aha, se pravi, ti moraš iste norme, če hočeš moške tekme soditi, kot imajo moški. Ja, od druge lige navzgor moraš imeti moške norme. Ok, se pravi, ti bi lahko pol napadalka bila, ko si hitra. Ne vem, če nikoli nisem gola dala. Dober, to je pa pol zdaj del treninga, veš, pa killer instinct, ne, to se do neke meje se da natrenirati. Raje sem dobila karton, ko dala gol, tako da. Pa ne za jezik, čeprav si mogoče misliš, da za jezik. Ja. Se veš peče, ne. Okej, a imate vi kake, zdaj v zadnjem obdobju, rečemo, da zadnjih 10 let, zelo težko še vidimo sodnika, ki je prekomeren težek, rečemo, da angleško ligo bomo malo spustili ven, ker se še... Tam je to moda. Tam se še najde, ene 2 ali pa 3.
Ampak imate, rečemo, tudi kakšne normative glede tega, kako bi ne izgledal, ali pa kako se vas vaga, koliko se, ne vem, igralce vaga in tako naprej. Ja, imamo tehtanje pa merjenje maščobe. BMI indeks, Da, body ja. mass index. Ja. Se pravi, ti nimaš težav, vidimo, da si skozi pripravljena. Pa recimo, mislim, pač trudim se, da sem skozi pripravljena, ja. Ampak ženska kot ženska itak bi rade vedno bile bolj, ne vem, manj kil, pa bolj sinhujete na te zadeve, tako da. Ok, omenila si, da imate svojega trenerja, se pravi, ki skrbi za vas. Koliko sodnikov je vključeno tu noter, če veš slučajno? No, Koliko je žensk tu noter zraven? to me zdaj sprašuješ na državni ravni, Verjetno verjetno. imate, Ja, sej na regijskem nivoju, ne vem. na državnem, ja. Ja, na državnem je kako urejeno to? Mi imamo trenerja Mičuka, Mitja mu je ime in on pač skrbi za vsa društva, torej ne vem, našo Soboško, Lendavsko, pač Maribor in glavno pač pošilja nam treninge, vsako društvo ima svojega vodjo treningov, torej podaljšano roko Mitja, ki pač pomaga izpeljati te treninge. Mitja nas pa pač potem vodi na raznih, ne vem, ko imamo kakšne treninge, ko imamo, ne vem, 3-krat na leto te norme, on nas pa takrat spremlja, pa on ima to čas, da nas tehta, pa nam meri maščobo, tako da nas ima dejansko pod kontrolo, no. Ampak kaj to zdaj pomeni, ko ti dobiš program? Koliko treningov moraš na teden narediti? Na kak način on ve? Mislim, a so ti trenerji ves čas z vami ali delate določene treninge vi sami? Trener je v bistvu, naš trener je tudi naš aktiven sodnik, tako da itak mora trenirati že za sebe. 2-krat na teden moramo imeti po društvih skupaj treninge, tako da mi pač treniramo fazanerije. Imamo vsak torek in četrtek tam trening, pač naše soboško društvo. Ja, obstaja pa drugače Polar, tako da ne gre nič zatajiti. Jaz še rabim, so mi še poslali GPS z FIFA, tako da me še tam spremljajo, to da sem že imela idejo, da dam kaj, ko imam psičko, da mogoče kaj dam na njo, kak trening To si slišala že to zgodbo, vidim tudi, ne? Ja, pač pomisliš na marsikaj, ja. Mislim pač. To pomeni, da vse te podatke potem se pošilja, se pregleduje, se kontrolira. Da. Kako je pa zdaj zate kot mednarodno sodnico, ima UEFA, FIFA ima svojega kondicijskega trenerja, ki pa sodeluje z našim, ali je dovolj to, kar vi delate z Mitjem? Do sedaj, ko sem bila pač, ko še nisem bila kandidatka, je bilo to dovolj, ko sem delala pač, ko nam je Mitja pošiljal. Zdaj pa, odkar sem pa kandidatka, so me pa pač dodatna skupina, spet ekstra platforma, drugi treningi, seveda tudi Mitja mora sodelovati, naš trener mora sodelovati z temi UEFA in FIFA trenerje, tako da smo konstantno pač spremljamo mene, pravim, preko ene take platforme, kjer itak se spet vse dokazuje treninge, oni pošljajo feedback, to pa to ni okej, to pa to je okej, to pa to poprave, tako da ja, je konstantno zdaj sam prosil, če mogoče malo manj po mizi udarjaš, ker se zelo prenaša zvok. Nič narobe. Ok, Deja, nam lahko ti en tak tvoj tedenski cikl treninga poveš, kako izgleda približno. Verjetno imate dosti podobne stvari, kaj se počne, ne vem, v začetku tedna, pa kaj se počne pred tekmo, ne. Zdaj, če imaš ti tekmo sobota, igralci vemo, da šprinte delajo večinoma tam v torkih, ne. Kako pa pri vas izgleda ta zadeva? Ker ti hitrost moraš zdržati, ne? Ja, res je. Imamo tako, recimo, v ponedeljek je vedno nek endurance, torej imaš neko vzdržljivost, tako daljši teke, 10 kilometrov, recimo je ponedeljek, torek imamo potem high intensity. Oprosti, jaz sem to zelo ferč, ne. Ko greš 10 kilometrov, imaš tempo ali imaš puls določen? Kak da, odvisno od treninga. Ok, koliko imate pulza, če lahko zvemo? Moj maksimalen puls, koliko je, ali? Koliko moraš imeti, ko greš ti, se pravi, ta ponedeljkov trening, pa a se te določi na višino pulza, ali je sam pač preteč 10 kilometrov, kakršnem koli tempu želiš?
Ponavadi, kako se počutim, če se mi da, pač lovim, koliko lahko. Je pa tako, okrog recimo 80% mojega maksa. Je tisti ponedeljkov tek, tako, ne vem, 10 km, 50 minut je že, se mi zdi. Ti še nikoli ni rekel, malo smiri, malo preveč kreativnosti. Žal ne. Okay. Malo sledi v torek? Torek je high intensity, torej hit trening, kar težak trening, potem sreda je počitek, četrtek je spet hitrostna vzdržljivost. Ti nam povej, kaj si ta torek delala. Aha, torej, kaj sem delala. Torej, torek, ne vem, tečem, povem, kaj sem pa torej delala. Ajde, tekla sem 2x po 10 ponovitev, 15 od kazenskega do kazenskega, od 16 do 16, 15 sekundah, 15 sekund pauza, pa spet 15 nazaj. Tako da 10 ponovitev, 2x po 10. Recimo, je en primer. Ok, pa prej ogrevanje, kaj? 3 km, pa gimnastika? Ogrevanje, ja, abeceda teka, kakšni kratki štarta hitrost, kakšni kratki šprinti, pa potem še to 20 minut. Recimo. Vi sodniki delate preventivo tudi? Ja, bolj zase, na treningih tak, ja. Moraš imeti kontrolo, ne? Takrat, ko pride nekdo, da ti reče, zdaj se bomo pa povalali, pa raztegnali. Ja, ne, jaz sem med bolj pridnim, jaz imam vedno valček s sabo, pa se raztegujem, tako da ja. Dosti sem bila poškodovana, tako da sem se nekaj naučila s tega. Se pravi, tvoj ogrevanje izgleda pa približno kak, no, daj nam še to povej. 7 minut teka, abeceda teka, pa kratki šprinte, pa je to. 25 minut. Pa gimnastične vaje pa to? Abecedi teka to, mislim pač greš roke, naprej, nazaj, ja. Okay. To vključimo v tam, ja. Ok. Kdaj je pa valček, pol pride noter? Valček pa pride večkrat, da ga dam po treningu, oziroma ko pa doma delam, se pa ogrejem včasih z valčkom, ko delam kakšne vaje za moč. Ok. Se pravi, zdaj odšprintala si, naredila si 10 šprintov, 150 metrov, malo manj. To eno serijo imaš več? Spet po počutju, ne? Če se mi da, naredim malo pač bolj oring trening, če ne pa pač malo. Tako res se dam, glede na to, kako... Narobe sem računal, ne 150 metrov, 700 metrov, ne? Ja, ok. Ja, malo je, ja. Kaj pomeni pol sreda? Počitek. Sreda je počitek, četrtek? Hitrostna vzdržljivost. Kaj pa to pomeni? Delaš 100-metrska pospeševanja, pa imaš pač večjo pauzo, tako da daljši tek vzdržuješ na, ne vem, pač 100 metrov tečeš, pa imaš 22 km na uro, pa pač minutko pauze in pol, ne vem, spet 2x po 10 ponovitev. Aha, 2x po 10. Ja, to je že pol 2 km. Ja. Ok. Ono prej smo tudi malo manj spomenuli, ok, ja, 700, recimo, da se dobro zračunal drugo delo. Kaj pa game day -1? Ja, to so pa kratki šprinte. Naredite aktivacijo? Aktivacijo, ja. Je pa kratek trening tudi verjetno, ne? Ja, pa še 40 minut dobrih je že dovolj, ja. Ok. Koliko ti, rečemo, potem uspeš narediti kilometraže v eni tekmi? Rečemo v naše prve lige, ajde, člane. Recimo, da na polčas naredim 2 km malo več, 200. Koliko je pa šprinta od tega noter? To se me pa zdaj vprašal. To pa ne vzvetno, to se me pa vprašal. To pa naslednjič pa. Ja, zdaj sem nepripravljeno dobil. Ne, to je vedno, je cilj, da se tudi kaj takšnega... Ne, saj si vedno si pogledam maksimalno hitrost, pa to, ampak to pa nisem še, ja. Nisem še računala, moram reči. Maksa, 36 km, povej. Ja, tako. Ja, rekel si, ko sem hitra, zdaj sem potrdim. Ja, lej, mislim, se ti pravim, ne, najboljši napadalci 33 do 34, ne, Vinicius včasih pride čez, ne, in pa 36 do 38, tak je pač, ne. Ok, po tekmi, koliko si utrujena potem, po en tak, ti nedelje so potem, rečemo, imate prost ali narediš že sama kako regeneracijo? Tudi regeneracija je v planu, ja. Je v planu, se pravi, vi imate potem, ti imaš samo en dan prost v tednu, ali kaj? Da, tako, ja.
vse ostalo moraš nekaj narediti. Da. Ok, pa regeneracije niso verjetno sam džakuzi, ne? Pa moraš tudi Ne, kaj odteči, odvalati, kakje vajemo za moč, ja, rahlo narediti. Vaje za moč so vedno vključene vsak trening, vsaj 20 minut, ja. Nam še to po planu pošljajo. Ja, tako da ne vem, kaj potem je za regeneracijo, mislim, da nekaj core vaje, pa low intensity pač jogging. Zdaj, kot Toliko, igralka da verjetno nisi na nisi mestu. imela ti nikoli tega monitoringa, ne? Ne, moram reči, da tudi kot igralka nikoli nisem bila tako pripravljena, kot sem zdaj. Ampak to so drugi časi, recimo, tudi drugi pač. Ja, kaj tam ste svet trenirali takrat. samo 3 do 4-krat na teden, ali kaj? Ja, pa tudi kvaliteta treninga je bila, mislim, ne vem, no. Moram reči, da zdaj na koncu smo kvaliteta treninga če dalje bolj izboljševali in tudi nismo postajale boljše, tako da smo se že, ker je razlika dokaj velika, ne, niti ni veliko punc, potem pa še razlika med nami velika, tako da ti si pa mogel pač trening narediti nekako ok za vse, ne. Ok, prvi polčas smo odigrala, tako da veš, ne. Super. Gre hitro ura, ne. Ja. Kdo bi si mislil. Ok, veš, veliko govoriš, ne, tako da sploh ni problem, jaz ne rabim veliko, te bom kdaj za sovoditeljico vzel pa. Zdaj veš, zakaj nimam glasa, ne? Pa to je petek, tako sem dobro zdržala, ko sem do petka tako. Sam veš kaj je, ne, na tekmi zdaj ti ne moreš kaj veliko se več dreti pa reagirati, ne, pa iti v konfrontacijo, to, kar ti je bilo kot igralki dovoljeno, ne. Pa dobro, dovoljeno glih ne. Dovoljeno ne, ampak saj veš, to pač vsi probajo, ne, pač malo te frustracije dati ven. Koliko pa res zdaj ti, ko smo pri tem, gledaš rečemo na igralce, ko vidiš, da ne vem, se ne strinjajo s sodniško odločitvijo ali pa bi želeli nekaj drugega, ali pa sodnik, ne vem, zgreši nekaj, ne vem, da bi moral pustiti prednost, pa je odpiskal, jo, pa prije do tiste agresije ven, ko jo igralci in igralke rade dajo. Koliko ti zdaj danes to kot sodnica to doživljaš? Ja, včasih itak razumeš nekatere, ne vem, no, nekaj, kaj je iz jeze, mislim, včasih je nekdo jezen nase, pa kaj tak pač odreagira, včasih je pač jezen upravičeno tudi na nas ostale akterje, pa je tudi včasih preslišiš kaj, pa razumeš jezo, ampak tak, ne vem, včasih si pa pač misliš, jaj, ta pa je malo neumen, naj že nekaj, kaj takega, tako. Je ogromno scenarijev. Razumem pa zadevo, ker sem, pravim, tudi sama sem bolj temperamentna. Hudo je bolj po 70 minuti ponavadi, ne, že ni več moči, ne, moči, ja. Jeziki pa še gredo, ja. Agresija se pa povečuje, ne, pa se še kak štart zamudi, pa kaj, ne, pa imamo ringelšpil na igrišču gor, ne. Res je. Ok, zdaj, se pravi, ti si, tako si rekla, pripravljena pripravljaš se tudi za zdaj nekaj novega zate, ne, to je Evropsko prvenstvo. Ti si delegirana kot edina Slovenka, ne, na Evropsko prvenstvo, ampak letos, se ti opravičujem, to pa res nisem zasledil, a si ti že lani Ligo prvakinj sodila tudi kaj? Da, lani sem imela četrtfinale. Ok, lani četrtfinale, letos polfinale. Se pravi, na evropski sceni si zdaj že domača. Reči mi, koliko je razlike tako za soditi? Se pravi, iz tvojega vidika, ko ti sodiš, ne vem, eno tretjo člansko ligo zdaj, ne, ali pa potem žensko prvo ligo, ali pa ko priješ ti na mednarodni ženski nivo. Koliko je to razlike v doživljanju same tekme zate? Ne vem, doživljanje, že drugače doživljanje, ker je tekma kot tekma sama po sebi, neka, ne vem, pač vseeno je Liga prvakinj polfinala, tako da ta tekma je res bila na nivoju, moram reči, kako organizirano, tako obe ekipe, tehnika obeh ekip, ne vem, neverjetna, ne, kot igralka sem si samo lahko želela, ko bi igrala za kakšen takšen boljši klub. Tako da ne vem, moram reči samo pohvalo, so me kar, ko sem prišla domov, kar fantje spraševali,
kako si to tekmo, mislim, kam bi jo rangirala pri nas, v naš moški nogomet, bi se rekla, po mojem, sicer res, da same hitrosti ni enaka, ampak bi jo kar uvrstila, da za eno tekmo prve slovenske moške lige pri nas. Bi jo dala, bi lahko kar konkurirala. Ok, zdaj bom jaz, ker sem tak pikolovski, da bom vsem poproval malo drugače popeljati do tega. Ok, ti prvo povej, da si sodila tekmo med... Aha, Lyon in PSG. Ja, se pravi, prvo Ja. si imela to srečo, da si sodila v Franciji in to dve najboljše francoske ekipe. Lyon je letos dvignil kanto na konc, ne, one so bile prvakinje, so Barcelono v finalu premagali, tako da si videla od blizu prvakinje tudi. Zdaj, ko ti prehajaš na eno tako tekmovanje, zato me se zanima, kakšna navodila, kdaj ti zveš, da si delegirana, kakšna je komunikacija, glede na to, da mi nimamo svoje slovenske trojke, ki bo šla soditi, ti si sodila z kolegico iz Hrvaške, ne, kot glavno sodnico. Kako ta cela procedura, rečemo, že doma zgleda? Kdaj se začne? Ja, kdaj se začne? Čakaj, se spomnim, kako je to bilo. Koliko dni prej dobiš, ko ne smeš še pol 10 dni govoriti? Javno povedati, ne vem, mislim, da sem vzela 2 ali 3 tedne prej, sporočite pač naša zveza, mislim, da mi je Darko ali kdo mi je sporočil. Ja, pač, da sem dobila to pa to tekmo, pa s temi pač sodnicami, sicer je še neuradno, mislim, da 3 dni prej ali kako lahko sploh poveš. Ti si zavezana si molčečnosti do uradne objave, ne? Ja, tako da vse to je logično, da ne govoriš okrog, ne. Ja, nič, pol te pa pač dobiš podatke od tekme, dobiš vozovnice lepe, vse pregledaš, te kontaktira glavna sodnica, se vse lepo zmeniš z njo, poznamo se od prej, smo se že nekajkrat videla, zdaj še bilo toliko lažje, ker je bila tokrat glavna sodnica s Hrvaške, ker se poznamo že od prej. Ste že prej sodile skupaj? Sodile še nismo skupaj, smo pa bila že na nekem turnirju, pa na tekmah skupaj, tako da... Si ti pogledaš, rečemo, tako, ko prvič sodiš z nekom, kak stil sojenja ima, ali pa ne vem, kak ritem ima, zato da se lahko priključiš, ali pač, ko prideš na tekmo, ugotavljaš? Ja, ko pridem na tekmo, ugotavljam. Itak sem navajena prilagajanja, vedno sem z drugim glavnim sodnikom, sodnico, mora se pač prilagoditi, kar je najbolj bistveno. Nekaj novega, zdaj glavni sodnik tudi ne bo izumil pa naredil, tako da vseeno neka osnova je. Vsak sodnik pa ima pač po svoje zadeve rešene in pač tisto, kar želi od tebe, ti tudi pove. Ampak ne, sprašujem zaradi tega, ker vseeno, tudi ko se pogovarjamo, ne vem, ekipe že nekoliko vejo, ne, ta sodnik hitreje piska, ta pušča nekoliko več igre, ta, ne steguje jezika, ko boš takoj dobil karton, ne vem, na tak način, ne. In po moje tudi zelo pomembno, s kom si, zato, ker če boš prehiter dvignala potem zastavko, pa mahala, da je bil prekršek, pa ona naredi, o čem ti, zakaj, kje, ni bilo dovolj, pusti, da se igra. Zato sprašujem, ne. Ja, to je res, je lažje, ko si že z nekom večkrat skupaj, ko pač znaš njegov kriterij, pa tudi veš, kaj lahko zmahaš, pa kaj ne. Ampak tam pa pač pustiš tako dolgo igro, se ti glavni ponavadi rečejo, pač pusti, ko jaz dam kriterij, torej faul, da njegov, da on da tisto, kaj je zdaj pač prekršek, pa kaj ni prekršek, jaz pa pač sledim tistemu. Je pa seveda lažje, če si konstantno z enim pa istim, oziroma če ima svojo ekipo. Ok. Zdaj, vi dobite potem tudi neki priprave že na to tekmo. Se ženska liga prvakinj tudi pripravlja tako kot moška, se pravi, da vi dobite PowerPointe, si lahko pogledate ekipe, kako igrajo, da glavni, predvsem pač za glavne, ko se pogovarjamo, da vejo, da se ne bo nastavilo v žogi, ne, ravno v tistem liniji. To vi tu isto dobivate. Koliko prej dobivate? Ja, zdaj recimo nismo dobili, ampak smo imeli kar 2-krat sestanek, pač na temo pač dogodkov na teh ženskih, kar se je pač zgodilo do polfinala.
pač določene situacije smo si jih gledali, pa sodelovanje z VAR sodniki smo tudi imeli. Tako da smo se kar pripravili. Moram reči, da smo naredili analize Lige prvakinj, vse te situacije, kar je bilo okej, kar ni bilo okej, kar bi bilo za spremeniti, smo se kar pripravili, no. Pa tudi sama doma si načeloma vedno gledam, kar sodim, in vedno pogledam sama tehnično pa taktično pač pripravo ekipe, kak je ekipa pripravljena, no, oziroma na kak način igra. Kje pa dobiš ti, ne vem, kje si zdaj ti dobila tekme od Liona, da si pogledala, kak igra? Na YouTube, oziroma Google, ja. Nič, kar najdem, je veliko manj kot na moških tekmovanjih. Zato me zanima, ker ne vem, mi trenerji večinoma pač uporabljajo v tem slovenskem prostoru ta Instata, ne, kjer so vse tekme evropske, svetovne so gor, ne, in ti v bistvu samo te zanima, ne vem, zaključek na gol, prekinitve, ne vem, karkoli pač je in dobivaš informacije. Vi tega dostopa nimate, ali kaj? Nimamo, ne. Boš morala zahtevati na NZS-ju. No, ne bi bilo slabo, evo. Jaz pa zdaj moram vse sama gledati, pa zapisnike, ki je kakšna karta, pa ja, ker tam potem sam klikneš, ne, ko vse akcije v napadu, takoj skrajšaš, ali pa samo žoga v igri, ne, tako da taki pripomočki verjetno niso slabi, ne. Odličen predlog, bom dala idejo. Vidiš, zato imamo te oddaje, ne. No, evo, super. Okej. V glavnem, se pravi, vi ste se zdaj pripravili na eno tako tekmo, potujete en dan prej v tujino, ne? Se pravi, za vas je bila pač Francija. A si že vi en dan prej, potem tudi pogledate igrišče, štadion ali na dan tekme šele? Ne, dan prej, ko še naredimo trening. Aha, vi naredite aktivacijo še, da. na tem igrišču. Ja, na tem oziroma pač na Pomožnem pa si tega ogledam, ampak je pa fajn ogled oziroma mora si pa iti ogledati igrišče, štadion. Ker ekipe imajo, se pravi, gostujoča ekipa ima 1 uro vedno trening en dan pred tekmo, ne, to je pač tudi neko pravilo, da si ogleda ambient, občuti Na katerem igrajo. kako izgleda ta štadion, pa Za nas je enako, ja. kako morajo udariti, da pade žoga v gol. Okej, pred tekmo zdaj me malo zanima tudi tvoja rutina, ne, se pravi, ko govorimo zdaj o teh pomembnejših tekmah, kaka je tvoja dnevna rutina? Dnevna rutina. A lahko rečeš, da greš že en dan prej ob 10 zagotovo spat, zato da si mirna, pol pa ne moreš do 3 zjutraj zaspati? Ne, v bistvu, ne vem, se mi zdi, da naredim, dobro, spat greš prej, zabavati se ne greš ali karkoli, ampak ne vem, ne zdi se mi, da imam nekako rutino. Pač veš, da moraš biti spočit, torej, ne vem, zjutraj, ko vstanem, se najem, dober zajtrk, to bi lahko rekla, da mi je rutina, drugače pa nič, pač malo počitka pred tekmo, mirna glava se mi zdi predvsem, dobra muzika. Imate še kak sestanek tik pred? Ja, na dan tekme še imamo sestanek, glede sodelovanja na igrišču, kako in kaj, kdo ima kaj čez. Zadnje informacije. Povej mi, zdaj, ko potem prihajate na štadion, imate vsaj uro pa pol prej ste tam verjetno, ne? Rutina v garderobi, kaj posebnega? Pogledaš si igrišče, prideš nazaj, ne vem, še kakšno kavo mogoče spiješ oziroma tako te pa, ne vem, pravim, damo si glasbo gor, zdaj kako mu paše, malo se pogovorimo, nekdo ima rad tišino, pač nič ne govori, ne vem. Drugi kakšne fore govorimo. Se tu pri glavnih občuti pritisk, rečemo, takih tekem, da se malo vase potegnejo, pa malo se distancirajo, pa sfokusirajo za tekmo, ali velja za vse sodnike, ki ste na taki tekmi, ker to niste samo pol trije, absolutno potem govorimo tudi tu zraven se pravi o četrtem, pa so VAR sodniki pred tekmo tudi z vami v garderobi? Ja, pridejo na kratek dogovor, drugače pa potem gredo, ja, so tudi del ekipe, tako da imamo skupen dogovor, ja. Zdaj bom pozabila, kaj si me pred tem vprašal? Rutina tvoja v garderobi, če je še kaka posebna. Ne, ono za glavne si rekel, če čutijo kak dodaten pritisk.
tekma je njihova, ne, tako da razumem, ko čutijo dodaten pritisk, vseeno oni so tisti, ki morajo speljati to tekmo skozi, pravim pa vsak sodnik, pa odvisno, kak je tudi karakter, nekaterim pač paše malo tišina, drugi malo več glasbe, je pa definitivno pravim razlika med glavnim pa pomočnikom. Mi smo lahko bolj sproščene. Ne čutiš tega, čutiš bolj tako navdušenje, ne toliko presije. Recimo, ni toliko presinga na meni, ne čutim, pač si mislim, ni to tisto, kar bom naredila, bom ni tako, kaj naredila, ne, že imam tako v glavi, ko bo, ne čutim pa tistega bremena, ko ga počutijo, ga imajo verjetno glavno, ko pa vedo, da vseeno. Kako se pa vi kot pomočniki delite, glede na to, kdo je prvi pa kdo je drugi? Zdaj, na nižjih ligah nam lahko poveš tudi, kaj je vloga enega pa drugega, pa potem, koliko se to, rečemo, te vloge delijo potem takrat, ko prihaja še četrti zraven? Pač prvi pomočnik je tisti, ki je vidno pri klopeh, ponavadi ga dajo pač kao više rangirane, torej ne vem, dalj časa sodijo bolj izkušene, je na višji lige, tako da bolj odgovornega dajo prvega pomočnika, mislim bolj odgovornega, da sem to malo tako rekla. Recimo izkušenejšega dajo za prvega pomočnika, ki pač ima menjave čez pa klopirji, če ni četrtega. Če pa četrti je tam, pol pa pač prvi pomočnik pomaga četrtemu izvajati ta delo. Tako da to je bistvena razlika, kar se nalog tiče. Takrat pa četrti pol miri, pa imaš ves fokus ti na igrišču. Ok, ko se ena taka tekma, ko vi prijete ven iz tunela in zdaj je, ne vem, na tej tekmi je bilo nekaj čez 20,000 gledalcev, ne, v Franciji. Ja. Kak je ta feeling že, ne vem, verjetno je že na samem ogrevanju je bilo jih vsaj 15, pa so navijali, pa tako, ko se greš ogrevat, te nafila z adrenalinom, kaj dodatnim? Ja, čisto drugače, mislim, sploh nisem bila vajena, da je itak bila karantena oziroma korona, pa ni bilo niti veliko publike, tudi zdaj, ko je mi še vedno nimamo veliko publike na naših tekmah, tako je bilo nekaj wow, novega, drugačnega. Pač neka energija, mislim, pravite, da prav drug občutek tekme. Medtem pa, ko moram reči, ko pa je bilo med samo tekmo, pa sploh nisem ugotovila, koliko ljudi je za mano oziroma kako si čist padeš noter. Ja, čisto sem pozabila, da je. Kaj pa pol po tekmi, rečemo, kaj se s tabo dogaja? Eni taki tekmi, rečemo. Pač tiste prve občutke ima zdaj, če je tekma, če smo si so tako pozitivni občutke, pa še igralke spremljaš, ne vem, kar moram reči, da je dober feedback, pol pa spet slišiš tiste aplavse z ozadja, ki jih zdaj med tekmo nisem slišala. Ja, fajn je videti, no. Še posebej pravi na eni ženski tekmi, kaj je bilo toliko gledalcev. Kaj se v garderobi dogaja, ko imaš dobro tekmo odsvojeno? To pa ne izdam. To pa ne izdam. Kaj, ko je pa slava, je pa tišina, kaj, pa se grdi gledamo. Tudi ne izdam. Dober, vse tiste, ko zanima, ne, si lahko kaj pogledajo tudi Man in the Middle, ne, na UEFA-ni strani. Da se tudi malo ljudje vidijo, da vsak človek in vsak igralec in vsak trener in vsak sodnik je še vedno samo človek, ne, nič ni drugače, ne, in da mene včasih moti, da zgleda, ko se tekma začne, oni na tribuni menijo, da lahko povejo karkoli in na kakršenkoli način in da je to vse lepo in dovoljeno, ne. V normalnem svetu, ko bi stopil ven, pa to je tam dovoljeno, tu je pa, ne vem, že na meji prekrška in bi lahko kdo izdal kak sodni nalog. Ja, vem, ja. Ti polno adrenalina po taki tekmi, vi ostajate, ne vem, v Franciji ste ostali, ste prespali, pa naslednji dan leteli domov? Ja, zjutraj, ponavadi zjutraj, da imamo let, tako da nimamo dosti časa. Spanjem nimaš težav? Si prišla v hotel in si zaspala takoj? Recimo, da spimo bolj malo, ja, ampak ker itak zgodaj vstaneš, še moraš spakirati vse, potem še po tekmi še sledi kontrola, večerja. Vi še imate potem še sestanke, kaj je bilo dobro, kaj je bilo slabo, točkovanje, rejtingi.
Okay. Ne, zanima me tudi iz vidika samega adrenalina, ne? Ker igralci pač poročajo, da te večerne tekme, ko se igrajo ob 9 pa ob 11 se zaključijo ob 4-5, hodijo, šele lahko zaspijo, spat probajo iti prej, ne? Ampak se vrti tekma v glavah, se tebi tudi vrti situacije, kakšne potem še po tekmi. Ja, še analiziram, še včasih še teden dni še imam kaj za nazaj za razmisli, tako. Tako da je. Ok, Ja. tvoj ponovni mejnik bo, se pravi, Euro v Angliji. Kaj pričakuješ? Zdaj štadioni bojo še malo večji, pa še bolj polni. Te že kdaj kaj tako malo stisne, imaš kak večer pokvarjen, ker ne moreš zaspati, pa se ti vrti po glavi. V bistvu ne. Zaenkrat si okej. Ja, nisem še tam, moram reči. Tako, zdaj še imamo, ne vem, ta teden še imamo priprave, ko grem, tako da zdaj sem spet na pripravah z mojimi misli, kako bom pripravljena, kako moram to rešiti, kako moram ono rešiti, tako se mi zdi, da Kam korak greste za na korakom. priprave? Istanbul. Aha, to je klasična baza, ne? Ja. En teden dol, Ja. predvsem kondicijsko, ali imate tudi, kar se tiče taktičnih in pravil in tako naprej? Vse smo bili zadnji včeraj, da sem dobila urnik, tako da od zjutraj pa do večera imamo polno zasedeno. Kaj pa materijala? Si dobila 3 nove knjige? Ne še, tam me verjetno kaj čakajo. Sem pa te dobila, ja, mislim, PowerPoint presentations pa itak, ja. Aha, Tako okej. toliko nekaj pošlje. Dol boste tudi trenirali, kakšne situacije se že kaj pričakuje? A je kakšna sprememba pravil pripravljena tudi? Ne bi vedela, če bom Še potem ne zdaj veš? izvedela, ja, še ne vem nič. Okej, dobro, pol te moramo povabiti po Euro še enkrat. Ja. Povej mi zdaj, moški Euro je bil tako narejen, da je bila baza v Istanbulu, ker se je igralo po celi Evropi, so sodniki ves čas leteli iz Istanbula. Vinčić je rekel, da je bil fejst utrujen, Ja. ker je vsak let bil skoraj 4 ure dolg v eno stran. Vi boste v Angliji v Ja. bazi noter, ne? Ja, ja. Že veš, kje boste? Že vem, so nam poslale lokacijo, ampak pravim, nisem še tam pač. Aha, Ne želim še biti trenutno tam, ja. So še druge stvari. Ja. Okej, se pa veseliš? Ja, zelo. Okej, bomo Euro pustili, pa bomo enkrat drugič. V glavnem, absolutno ti želim, da boš mirno gor šla, pa da dobro odsodiš tako, da ne bo kakih posebnih pritiskov, no. Hvala. Okej, daj reči mi, če smo zdaj pri tem celotnem sojenju, kaj se tebi zdi, kam gre danes sojenje pa pravila nogometa? Kaj vas čaka v prihodnosti? Tvoje mnenje, glede na vse skupaj, no. Moje mnenje, ne vem, tako veliko se je seveda spremenilo v tehnološki smeri, moram reči. Mi pomočniki smo že posumili, da nas čez nekaj let več ne bo, če bo to možno, ne, glede na to, da imamo zdaj VAR pa vse zaradi pač offside situacij, bi lahko zdaj sporočili pač glavnemu, ampak upam, da še ne bodo to naredili tako hitro. Drugače pa ne vem. Semaforje ob strani dali, da takrat, ko bo offside, se bo rdeča luč požgala, ali kaj? Možno, saj nikoli ne veš. Lahko bo tako. Jaz mislim, da to se ne bo zgodilo iz preprostega razloga, ker rabite vsaj 3 zorne kote imeti, ne, zato so tudi 4. sodniki danes tu, ne, da še en kot zraven se dobi, da se vidi, a je prekršek ali ni, ne. Saj vemo, tudi kazenski prostor, pred leti je bil tisti poskus strani UEFA, ko so še bili posebej sodniki za kazenski prostor, ne. Tako da to mislim, da ne, okej. No, jaz tudi upam, da nas ne bodo. Ja, če ne bom pa šla za glavno. Aha, okej. Kaj pa ostale stvari? Kako ostale stvari? Kaj misliš, da bi se lahko spremenilo, glede na to, kam gre nogomet danes tudi? Pa ne vem, tako se mi zdi, da se vedno z leta v leto nekaj spreminja, nekaj gre naprej, nekaj gre nazaj. Ne vem, tako sama ta vse situacije se mi zdi že te zgodbe z roko, vedno se nekaj spreminja, tako da ne morem komentirati. Po mojem se bo spet nekaj spremenilo, samo ne vem, v katero smer bo šlo.
No, to me zanima, ne? A meniš, da bo pritisk, ne vem, da se bo precej spremenil, da gremo v neke leteče menjave? A misliš, da se to sploh lahko zgodi, pa kaj to bi pol pomenilo za vas? Ne vem, glede na to, ko se pač spodbuja, pa nogomet je čedalje hitrejši, pa da bo žoga čedalje več v igri, ko so se naredili spremembe pravil zaradi tega, bi lahko leteče menjave tudi bila del tega, ne. To pomeni, da bo precej višji tempo tudi, kar bo tudi za vas precej večji napor verjetno, ne? Ja, recimo, lahko pa bomo, ne vem, mi postanemo leteči pomočniki tudi, ne, mislim pač s tem menjavamo na liniji, se pravi, ne vem. Vse je odprto, ne? Ja, vse je odprto. Okej, povej mi, kaj ti kot sodnica vidiš pri sebi, da so one kvalitete pa tiste slabosti, ki jih imaš ali pa dobivaš komentarje od kontrolorjev? Najprej začnemo vedno z dobrim, ne, tako da kvaliteta. Ja, vem, očitno jih nekaj že imam, če sem pač tukaj, kjer sem. Ne vem, se mi zdi, da sem dobro pripravljena, da v določenih situacijah oziroma v situacijah pravilno odreagiram, pač sprejmem pravilne odločitve. Tako da to so zadeve, ki bi mi kontrolor mogoče me pohvali z njime. Ne vem pač, kaj bi pa rekla negativne, lahko te izpustim. No, nekaj nam pa povej, no, da vidimo, na čem delaš za to, da boš boljša, ne? Na čem delam za to, da bom boljša? To pa moram reči, da fizično pripravljenost vedno, ker se mi zdi, da si vedno lahko boljše pripravljen oziroma hitrejši, močnejša, kakorkoli. Tako to bi rekla, kaj je ena stvar, kar vedno probam nagrajevati in seveda mojo glavo oziroma pač, kako bi rekla, iznajdljivost. Ne vem, kako se še to lahko reče. Oziroma odzivanje na določene reakcije, če lahko temu tako rečem. Da bi bila bolj taktna, kaj? Pa ja, včasih mi ne bi škodilo, ne. Si še vedno temperamentna tudi na liniji, kaj? Ja. Predvsem na klop ali na igralce na igrišču? Ja, odvisno, kako me kdo kaj kje razjezi, ne. Tisto, ko te provocira. Pa ja, no. Dobro, sej, na koncu to je tudi nek čar nogometa, drugače ne bi bilo. Tudi to se pogovarjamo dostikrat, ne, a je prav, da sodniki na nek način vplivajo. Ja, če zgreši, pač zgreši, tisti ni problem, ker lige na koncu vedno pokažejo, da tisti, ko je prvi, je zagotovo zasluženo prvi, ne glede na to. Na neki tekmi se ti pač nekaj vzame, na neki tekmi ti je nekaj dane. Tako da pač skupaj povlečeš vse, si točno tam, kjer bi mogel biti. Kaki so pa tvoji generalno potem neki cilji še za naprej? Imaš neke ekstra želje, finale Lige prvakov, svetovno prvenstvo? Ne bi se branila nobenemu, ne. V bistvu sem še kandidatka za svetovno, ki bo naslednje leto. Letos se mi je evropsko super išlo, tako da bi fajn bilo, da mislim pač želje, cilj, mislim želje seveda, da ja, delam na tem, ampak nič pa ne pričakujem, moram tako reči. Seveda si vsega želim, delam na tem, pač probam kar se da izpolnjevati vse pogoje, odsoditi, ne vem, dobre tekme, potem pa bom videla, kaj mi bo spet to naprej prineslo. Bo tudi odvisno od evra, ste vi na evro fiksne trojke, ki boste sodile, ali se boste gor tudi mešale? To pa ne bi vedela, smo se sicer z dekleti že pogovarjala, možno, ko bodo naredili ekipa, možno pa, da nas bodo kaj menjali. Se ne vem, ker je več punc, ko smo same, nisem edina z pač svoje države. Tako da ne vem, bom videla, pustim se presenetiti. Kaj je bila do zdaj tvoja najboljša igralka, ki si jo gledala na igrišču, pa zakaj te je toliko fascinirala? To pa moram reči, kot pa je moja soigralka Mateja Zver.
Mislim, pač poznam jo že od samega začetka, tako dolgo se igrale skupaj, mislim, fascinira me pa pač, ne vem, ker sem jo spremljala, kako trenira, mislim, kako igra, kako trenira, kakšna oseba je, kako je rasla, kaj je skozi dala, ne vem, no. In jo pač res cenim, za mene ona najboljša igralka, moram reči v Sloveniji seveda, pa je rekla bi še širom tudi po Evrope, tako da mi je ona nekaj tak, ki moram pohvaliti, pa izpostaviti. Pa sem imela sploh čas igrati z njo, ne? Ja, tudi to more biti, ne, absolutno. Ja. Pa tista, ko redno zabija, ne. Ja. Mogoče te je to fascinirano, ko je tako dobra v napadu, ali kaj? Ja, pa ne vem, pa ne samo v napadu, pa vse pasma, neverjeten pas, dribling, pol še gol da, pol vse naredi, pa 10 podaj za golje, mislim, ne vem, pač glavno, če ona imela dan, smo zmagale, pa je to bilo. To je bilo. Ker z njo smo Recimo, da imela je bilo. tudi zanimivo diskusijo, ne, je rekla, potem sem prišla pa v tujino, pa sem jo začel taktično usmerjati, pa kdaj, kaj, pa kako, je rekla, meni je bilo to vse precej novo, ne. Ja. Jaz sem bila navajena, daj mi žogo v noge, pa gremo v dribling, ne. Danes je vse že drugače. Nogomet se je precej spremenil pa razvil, no. Ja. Zaradi tega mi je bilo, rečemo, zelo fascinantno, da meni, rečemo, je že nekje normalno vse skupaj, da taktične vsebine morajo biti na igrišču. Verjetno jih tudi vi sodniki zdaj vse bolj prepoznavate. A to tudi, ne rečemo, opažaš, glede na to, kako ste vi včasih igrali, ko se pogovarjamo, ne vem, kako si ti igrala, si imela toliko, rečemo, taktičnih zahtev, ko gledaš danes, ko imajo igralke na terenu? Ne. Se pravi, sam nivo, niti mi same nismo bile deležne takšnih treningov pa vseh teh izobraževanj. Pač, kak je Mateja rekla, ona je dobila žogo, pa gasa naprej. Mislim pač, tako, čez leta si dobil tisto nekakšno nogometno izobraževanje. Mislim pač, ko si se dejansko izobraževal na kje stati, kaj delati, takoj tako, kam lopati, ne, to je čedalje kasneje postalo. Tako da, divje. Ja. Ok, imaš kako specialno anekdoto za nas? Lahko je smešna, lahko je malo tragikomična, zagotovo se ti je kaj do zdaj že zgodilo, dosti časa sodiš. Imam jih ogromno, samo ne vem, če kaj za javnost. No, ene dve take, ko so za javnost. Ne, čakaj, kaj ti spomnim. Je bilo kaj posebnega, tudi zdaj na polfinalni tekmi takega, da ti je bilo, ok. Tu je bil protokol, vidim, da ok. Ja, ne, včasih se mi je zdelo vse ok. Ne, tako, da nič mi ne pade na pamet, zdaj zato, ker si rekel, naj nekaj povem, pa se naj nekaj spomnim. Če bi pa ne bi to rekel, naj bi bila pod pritiskom, pa bi ti zdaj že 5 povedala, ziher. Se pravi, jaz sem zdaj kriv, ali kaj? Ja, nekdo mora biti, jaz ne. Zdaj vidiš, kako se tvoji učenci počutijo, ne, ko prideš pa rečeš, daj povej, ne. Res, ja, zato nikoli nič ne vedo, ne. Tako je, vidiš, ne, pusti jim malo svobode in vsega tega. Bom. Kako pa zdaj na vse to tvoje početje, rečemo res, glede na to, da delaš v šoli, gleda, ne vem, to sem vmes tudi te pozabil vprašati, koliko to sprejema ravnatelj, glede na to, da imaš kar neki izostanka lahko potem tudi med samim šolskim letom, ki ni planiran za nas, ne, pedagoge. Mi imamo vedno v high season imamo počitnice, ne, mi nimamo prostih dnevov izven teh terminov. Ne moremo si izbirati glih. Ja, kako ravnatelj sodelavke pa skupnost, rečemo, gleda na te kot sodnico in na to, da moraš ti biti kdaj tudi odsotna? Moram jih zelo pohvaliti, me zelo podpirajo. Sodelavke pa mislim, ko rabim, kar skočijo, kar krijejo mi hrbet, ravnateljica me tudi podpira, ponosna je, mislim, tako, lepo se mi zdi, moram reči, recimo, da je ona tudi iz take nogometne družine, pa lažje razume to zadevo, tako da se mi razreči tukaj. Je pa tudi res, ko sem prišla pač na razgovor,
ja, pred 3-4 leti pa še nisem bila, ko bom toliko odsotna, ampak sem že na prvem razgovoru rekla, joj, ravnateljica, jaz pa veste, drugače sem še nogometna sodnica, imam to pa to, bom včasih mogoče rabila kak dan, ko bom pač manjkala. Ampak zdaj mi je rekla, kad ni izvedela, ko bo to toliko dni, kot je zdaj, ampak Še dobro, da je evro zdaj poleti, ne? ja, to je res, to me je malo padlo. Malo sem srečo imela. Ampak ne vem, Antalijo imate ponavadi v januarju, ne? Ja, Niso počitnice. Zdaj niso bile, ne. ponovno imaš Antalijo, ni počitnice. Ne. To je kar zabavno potem, ne? Mi se števaš dni, ja. Kaj? Ko mi se števaš dni, ko sam veš, kakšen problem je, ne, dobite. Ja, vem. Ko tudi mi prihajamo zelo tako sklonjeni glav, da bi kdaj kaki vikend podaljšali na kakšno smučanju, takrat, ko tudi ni treningov pa tako, ne, pa joj, vedno nas manjka, vedno nas je premalo v šoli. To je pa res, ja. Ampak okej. Kaj pa otroci, kaj? V šoli, vejo, da sodiš? Kaj navijajo? Ja, vejo, ja. Mislim, da itak, če je bilo kaj po televiziji, tako da so bili vsi, učiteljica, videl sem te po televiziji, so kar navdušene. Ja, dekleta pa tako, poskušam motivirati za imam dekliški pač krožek, oziroma pač nogomet za deklice, tako da vedo itak, da sem fuzbalerka pa športnica. Tako da včasih še vzameš žogo, pa jih malo podriblaš, ali kaj? Ja, igramo kar, podaljšanem, zdaj, ko je lepo vreme. Si aktivna zraven. Sem, ja. Polar je gor, zato da pošiljaš pol podatke lahko. Ja, en trening manj, ni mi treba narediti, malo. Okej, dej, midva bomo počasi zaključila tole. Dej mi še povej samo to, kakšno sporočilo bi iz zdaj tvojega zornega kota dala mladim igralkam, igralcem, sodnikom, tistim, ki želijo iti v sojenje, pa na drugi strani tudi predvsem staršem, jaz vedno rečem tu, ki imajo zelo velik vpliv potem tudi na naslednje generacije, kako se bomo kulturno obnašali ali pa nekulturno obnašali. Ja, nič, za vse, ki bi pač, ki so v kateremkoli, ne vem, kak igralec, trener oziroma sodnik, sodnica, vztrajate, ne se na začetku takoj prestrašiti oziroma premislite, če nekaj postane težko. Tako da vztrajate, staršem bi pa rekla, da pač naj so potrpežljive, pa naj počakajo, pa mislim, ne vem, tako se mi zdi, da res, ja, imajo velik vpliv na pač na prihodnost vseh teh mladih bodočih športnikov in športnic in športnikov, pa vsi ne bodo Mesije, ne, ampak pač njihova pričakovanja so včasih takša, tako zato bi rekla pač vztrajanje pa potrpežljivost, se mi zdi, da sta nekaj dve takšne veliki zadevi, ki jih je fajn imeti v športu, no, oziroma lastnosti. Kaj pa tem, ki kolebajo med tem postati sodnik ali pa ne sodnik, predvsem zaradi publike, tako smo vmes tudi omenila. Kaj bi njim svetovala? Zakaj ja, pa zakaj ne? Zakaj ja? Zato, ker jim pokažeš, kaj znaš, recimo. Kaj tisto, kar se oni derejo, ni res. Ne, pa v bistvu nimam. Pač se mi zdi, da vsake stvari lahko nekaj pozitivnega se naučiš, pa daš skozi. Tako da, če drugo ne, če pa čutiš tisti dodaten pritisk, si samo tršo kožo narediš, tako da spet neka lekcija za te zgodba. Jaz na sodnike, predvsem iz enega vidika, sem ljubosum, ne. Zakaj? Zato, ko bližje neki dobri potezi ali pa golu, kot ste vi, noben ne more biti, ne. Ja, to je res. To je boljš kot prva vrsta, ne. Ja. Tako da, ko priješ enkrat na ta nivo, verjetno pa lahko tudi uživaš v teh stvareh, ne. Prej sem pozabil vprašati, a je težje soditi eno tako tekmo, kot je zdaj Liga prvakov bila, ali ne vem, ono mojo tekmo v tretji ligi? Čeprav je bila ta tvoja tekma zelo, zelo dobra, mislim pa, da dobra je bila, ne, ogromno situacije je bilo. Ogromno zadela je bilo zate, ja. Ja, to je ogromno dela za me. Ne bi, prosim, ker smo se malo razpadli vmes, ampak okej. Ja, sem bila tam. Ne, ampak ja, se mi zdi tisto pa pač spet zaradi tega, ker je bila takšna tekma na takšnem nivoju, ti je že pomembnost tekme, da ti včasih prinese ogromno dodatnega pritiska, tako da.
to bi rekla. Tako da je vse en tekma, pol boš Tekma, ja. Pač pripraviti se moraš, ene je speljati lažje jo moraš. gledati, ko lahko 90 minut teče, ene pa teže, ko po 65 ne more Ja. igrati. Dobro povedano. Ok, dobro. Ja, to mi je enkrat en kolega rekel, ni ga hujšega, ko pa gledati tekmo, kjer igralci ne morejo teči. Ne. Ja. Tako da lahko zgrešiš, ampak če pa se ne moreš boriti, pa je Ja. vse skupaj. Teže jih je še pa poslušati takrat, ne. Ja, to pa tudi res. Ja. Ok, a smo kaj posebej pozabila še? Z moje strani ne, meni se itak zdi, ker sem ti že preveč povedala. Skrivnostna si moram Darka vprašati, če lahko kdaj se kaj več pove, tudi kaj se v ozadju dogaja, ne? Zato da se predstavi, pa ne nič slabega. Ne? Kako v ozadju, ali kako to misliš? Ko si rekla, v garderobi ne smem povedati, kaj se dogaja pred pa po. Ne? Ja. Ja, ne bom, seveda, pa ne smem se ga izdati. Ja. Igralci so tu bili bolj darežljivi, ne, s temi informacijami. Ja. Ker namen tega je tudi, ne, da vseeno malo zvemo, da ni ta nogomet samo malo se igrati, pa malo brcati, ampak tako kot ti, ne, tako kot ne vem, profesionalni igralci, trenerji, vidimo, da pač vseeno živimo to. Ne. Zdaj, ti 6 dni v tednu si v nogometu, moraš paziti, kaj ješ, kaj piješ, kdaj hodiš spat, ves čas se izobražuješ in tako naprej. In da tisti časi, ko se je nogomet 2-krat na teden malo dobil pa poigral, je zelo daleč nazaj. Ne? In da verjetno je življenjski stil, ki je to, ja. Tako, ne. In da tudi te stresi in pritiski in vse ostalo, zato tudi včasih malce tako vrtam, pa malo kako neprijetno vprašam. V glavnem, z moje strani ful ti hvala, da si vzela čas, pa da si bila moja gostja. Upam res, da boš imela dober evro, ker verjetno ti bo to pol tudi istočnica malo za naprej za na svetovno. Ne? Hvala, upam, tudi. Tako da, pa upam, da te še kdaj lahko povabim, no, da še nam kaj podeliš. Mogoče tudi kako ono iz ozadja. Dobro, bom vprašala malo naprej, kaj lahko povem, pa kaj ne, ja? Kaj ne bodo kaj jezni na mene, vse za to. Ja, to ne. Ni nič takšnega ponavadi, no. Tako da, ok. Če je to, bi se ti še enkrat zahvalil, pa bom odpiskal še tole najno oddajo. Ok. Odpiskali smo konec današnje epizode podcasta iz Centra Gol. Z vami sem bil Igor Fenko in celotna ekipa oddaje iz Centra Gol, ki se vam zahvaljuje za čas, ki ga preživljate v naši družbi. Upamo, da uživate v pogovorih in spoznavate nogomet ne le v zmagah in porazih. Vabimo vas k poslušanju vseh oddaj, ki so dostopne na Spotify, Deezerju, Google Castu, Apple Podcastu, TuneInu, YouTubeu in še kje. Še enkrat pišite, komentirajte, pobrskajte na naši spletni strani www.centra.gol, če se vam oddaja všeč, nasledite na Facebooku in Instagramu. S tem boste zagotovo pripomogli tudi še k kakovostnejšim vsebinam. Še enkrat hvala in se slišimo naslednji petek. Uživajte še naprej in lep pozdrav vsem.